Bled, Piran, Ljubljana, 3 destinacije, slovenski paradni konji, ki jih domači in tuji gostje radi obiščejo. Preverili smo, kaj vse si lahko v enem dnevu ogledate in kako globoko boste morali seči v denarnico. Prva postojanka, Gorenjski biser. Cena parkirnine je seveda odvisna od tega, kje parkirate. Bližje Blejskemu jezeru ste, dražje bo. Parkirnine so pa nekje od €1,5 do 3 evre na uro. To so seveda govorimo o občinskih parkiriščih. Zasebni ponudniki pa svoje cene parkirišč regulirajo sami in na to pravzaprav nimamo vpliva. Mislim, da je 6 evrov na uro najdražja ura parkiranja v kraju. Blejsko jezero in otok si lahko na 6-kilometrskem sprehodu ogledate z obale, lahko pa se zapeljete spletno, ki je z novim letom postala dražja. Torej, vožnja spletno je 20 evrov po osebi za odrasle in 10 evrov za otroke. Odločajo se pa seveda večinoma tuji gostje, pravi, oni se res navdušujejo nad našo tradicijo. Družine in ljubitelji adrenalina se lahko odpravijo na poletno sankanje na Straži. Cena je 13 evrov za odraslo osebo. Ena najbolj prepoznanih atrakcij pa je gotovo Blejski grad. Cena 18 evrov za odraslo in 7 evrov za otroško vstopnico. Tam je tudi grajska tiskarna, vinska klet, stalne razstave, seveda tudi kavarna, restauracija. Vsebin je res veliko in zdaj odvisno od samega zanimanja. Jaz mislim, da se gor lahko zadržiš cel dan, vsaj sama se. Lahko greš pa seveda tudi samo na razgled in po fotko, če temu tako rečemo. Bled smo z ekipo obiskali na bolj kisel dan, a destinacija nudi tudi številne možnosti, ki so kot nalašč za takšne dni. Denimo mini živalski vrt Magical Beasts, kjer si lahko ogledate vrsto eksotičnih živali in jih tudi od bližje spoznate. So this is Nodi, his name is Blue. Ramsey is a Burmese python. Cena za odraslo osebo je 10 evrov, družinska vstopnica pa stane 33 evrov. Ob obisku Bleda se gotovo ne morete izogniti slavni kremšniti. Zanjo boste v Vili Prešeren odšteli 6,90 €. Še dražja pa je v Bled Rose hotelu, kjer jo delajo 24-karatnim zlatom, stane pa 25 evrov. Tako kot drugod je seveda tudi v Ljubljani parkiranje najdražje v strogem centru. Cene v parkirnih hišah pa se gibajo od €1,70 pa do €2,70. Kaj vi svetujete? Kje naj ljudje parkirajo? Ja, mi obiskovalcem svetujemo, da parkirajo na katerem od parkirišč P+R, ki so pač na obrobju mesta, v vpadnicah in potem plačajo pravzaprav 2 vožnji z avtobusom, za to ceno parkirajo in se potem lahko peljejo in v mesto in nazaj, tako da je pač najbolj ugodno, pa še gneče ne povzročajo s svojim avtomobilom v centru. Če bi si nek povprečen Slovenec želel ogledati Ljubljano, kam bi ga poslali, kaj bi mu svetovali, kaj naj si ogleda? Ja, predvsem Slovenci rado začenjam tukaj, zato ker je pač velja za neko reprezentativno stavbo oblasti in še česa ne, z zmajom na vrhu. Tako da ja, tukaj začenjamo, gremo se tudi not pogledati, marsikdo je tudi že bil noter, no, mogoče na kakšni poroki še pred zelo dolgim časom, ampak z očmi vodnika pa spoznajo marsikakšno podrobnost. Glavna atrakcija prestolnice je Ljubljanski grad, ki tu stoji okoli 900 let in nudi najlepše razglede nad mestom. Cena grajske vstopnice znaša 17,10 € in vključuje tudi vožnjo z vzpenjačo. Ogledamo si vedno tudi znamenitosti, ko gre za seveda naš prekrasen Robov vodnjak, gremo si pogledati vrata stolnice, ki so zelo zanimiva, dvojna vrata in seveda Prešernov trg, z našim Francetom Prešernom in Promostovje seveda, ki je tudi UNESCO dediščina. Te znamenitosti, ki ste jih našteli, so pravzaprav zastonj, ne? Človek gre okoli, si pogleda. Kaj pa kakšne plačljive, ki so, bom zdaj rekla tako, vredne ogleda? Ja, definitivno Plečnikova hiša. To je pač res vpogled v življenje tega velikega umetnika. Potem pa malo odvisno od interesa posameznikov, zdaj Mestni muzej je krasen,
Narodni muzej ni daleč od tukaj. Galerije, Narodna galerija je ravno kar odprla to krasno razstavo od baroka. Tako da ja, možnosti je res tudi malo bolj zabavne stvari, kot muzej iluzij, muzej čokolade. Cene v bistvu ne vem vseh na pamet, obstaja pa ta turistična kartica, s katero potem za eno ceno v bistvu dobijo vstop v vse te znamenitosti, plus prevoz javnega prevoza, vodenje, vožnjo z ladjico, pa še marsikaj. Denimo vstop v živalski vrt ali arboretum Volčji potok, prav tako se lahko zapeljete z vzpenjačo na Ljubljanski grad. Turistična kartica velja 24 ur in stane 41 evrov. Piran je res en tak biser, bi se reklo. Res, že samo, če se zgubiš po ulicah, mislim, da lahko vsakič odkriješ še eno novo, lepo staro stopnišče ali nek porton lepo oblikovan. Najbližja in seveda tudi najdražja možnost parkiranja je v starem mestnem jedru, kjer boste za uro parkiranja odšteli 6 evrov. Parkirate lahko tudi v garažni hiši Fornače, stane 2,90 € na uro, ali pa v garažni hiši Arze, kjer je cena 2 evra. Morda še najbolj enostaven način je, da se parkira kje drugje, v Portorožu, morda v Luciji, in se odpravimo v Piran z avtobusom. Stane 2 evra vožnja. Ena glavnih znamenitosti Pirana je gotovo zvonik Svetega Jurija, ki je po obsežni prenovi zdaj dobil novo preobleko. Obiskovalci lahko znova vstopajo vanj, obisk pa stane 3 evre na osebo. Torej, ogromno cerkva, ki kažejo na to, da je to bilo včasih res izjemno bogato mesto. Muzeji, galerije, torej pomorski muzej, Svet Školjk, na primer, zanimiv, akvarij. Predstavljamo kar 140 različnih vrst, plus, minus, odvisno od obdobja. In načeloma smo kar ponosni na to, da v veliki večini predstavljenega se fokusiramo na lokalno prisotne vrste. Tu je to cena 15 evrov na družino. Sicer pa, če zanima recimo prav kot individualni obiski, pa recimo odrasla vstopnica 7 evrov, otroška, študentska, upokojenska 4 evre. To je pa Minoritski samostan, res en tak dragulček. Potem je tukaj center v delfinih, morda marsikdo ne ve, pa imamo sedaj odprt tudi svetilnik na Punti, ki se ga da ogledati. Da bi zares doživeli Piran, je skoraj nujno, da zavijete v njegove ozke uličice. Obvezen pa je tudi postanek na Prvomajskem trgu, ki je bil pred kratkim uvrščen med evropske filmske zaklade. Naš Mediadom, da je to v bistvu ena, bom rekla, predstavitev Pirana oziroma vabilo v zgodovino mesta, ki je primerno za ne samo 3, ampak tudi mogoče 4 generacije. Da rečemo od pravnukov do prababic. In tudi to se je že kdaj zgodilo. Kakšna je cena? Torej, za odrasle je cena 6 evrov. Na Bledu vemo, da imamo kremšnito. Kaj je tukaj sinonim za to? Kakšno sladico si lahko turist privošči? Podobno kremšniti, ampak malce drugačno, je naša torta štorta. To je torta z oljčnim oljem. Za piransko različico kremšnite boste odšteli 7,5 evrov. Druga stvar, ki bi jo pa tudi vsem priporočala, je pa, da poskusijo našo čokolado s solnim cvetom. Kajti sol, piranska sol, je nekaj, na kar smo še posebej ponosni pri nas. In če ne bi bilo solin, Pirana ne bi bilo, oziroma ne bi bil takšen, kot je, ker je ravno zaradi solin mesto tako obogatelo.